Ja, z analizo, pa upam, da se bo Marko lahko čim prej prijavil in tudi kaj povedal. Kot vedno pa seveda vaše komentarje. Ja, nekdo je napisal, da komentarji ne delajo, ampak očitno delajo, če si lahko Donke napisal, da ne delajo. Tako da mislim, da so komentarji v redu, Mateja sem tudi v redu slišal, pa upam, da vi mene in ja, lahko začnemo. Torej, peta tekma med Dallasom in Oklahoma Cityjem, prelomna tekma v serijah. Statistika pravi, vsaj gledano na zgodovino teh 5 tekem v play-offu, da ko je serija izenačena 2-2 in potem tista ekipa, ki dobi tretjo tekmo, ponavadi zmaga tudi serijo v 82% primerov. Tako da možnosti za to, da Dallas zdaj napreduje, so zelo dobre. Prvo zaključno žogo bomo imeli na svojem parketu v soboto. Mimogrede, če se ne motim, gre zopet za zgodnjo tekmo, tako da bodo lahko vsi, mislim, da boste lahko vsi spremljali to tekmo. Ja, v soboto ob 9 je že, oziroma ob 8, v bistvu narobe gledam. Iz petka na soboto je zdaj 6. Ne, iz sobote na nedeljo. Jo, dobro. Iz sobote na nedeljo ob 2 zjutraj. Torej ob 2 zjutraj v nedeljo. Ne bo zgodne tekme. Nažalost, tako da bomo morali malo potrpeti, ampak vsaj vikend bo. In kje lahko začnemo s tole analizo? Mislim, da moramo začeti pri Luki. Bil je najboljši igralec tokrat na tej tekmi in malce spomnil zopet na tistega starega Luko, na Luko pred poškodbo, ki jo je mimogrede staknil na drugi tekmi tega play-offa proti Clippersom še, tako da praktično že cel play-off igra poškodovan in kot so sinoči poročali, ni to edina poškodba, s katero se sooča, ima celo vrsto takšnih ali drugačnih, verjetno to koleno je tisto, ki mu največ težav povzroča, ampak so povedali, da bi izpustil nekaj tednov, vsaj 2 tedna tekem in bi moral počivati, če bi šlo seveda za redni del sezone in ne bi šlo za play-off, ampak Luka je že ničkolikokrat do zdaj dokazal, da takrat, ko je najtežje, najbolje odigra. Takrat, ko je pritisk največji, ko so kritike tudi največje in pri njemu je pogosto tako, mislim, že leta tako, da čim odigra kakšno slabšo tekmo, kakšno slabšo predstavo, se takoj vsi črvi kot po dežju pridejo na plano, vsi mogoči troli in tudi včasih kakšna seveda konstruktivna kritika, ampak več ali manj gre pa samo za neko pljuvanje in kritiziranje. Polno raznih hot takeov sem videl po prejšnji tekmi, kjer seveda ne upošteva nihče tega, da Luka igra poškodovan, ampak na koncu, če igraš, seveda s tem tudi se odpreš za te kritike, daš možnost vsem kritikom za vse mogoče pljuvanje, medtem ko recimo se vidimo v Clevelandu, Mitchell, pa tudi Jared Allen, nimata recimo težjih poškodb, pa sta se odločila, da ne bosta igrala, da se deloma predpostavljam tudi zaradi tega, da se izognejo tem kritikam. Na drugi strani je pa Luka ravno igralec, ki pa v tem pritisku mislim, da uživa in da smo lahko to tudi videli na tej tekmi, da je igral z nasmehom, igral bolj sproščeno, tudi to je bil en faktor na tej tekmi. In odigral tako, kot od njega pričakujemo. Še vedno mislim, da je jasno, da to ni 100% Luka. Daleč od tega bi si upal trditi. Mislim, da je tam na 70%, morda malce več njegovih maksimalnih sposobnosti v tej sezoni ali pa tudi v prejšnjih play-offih celotni karieri pravzaprav. Ampak je dovolj dobro odigral, dovolj stisnil zobe in seveda tudi ekipa dovolj dobro odigrala, da je bilo to dovolj za to prelomno zmago. Če bi bil pa zdrav in 100%, pa ne dvomim, da bi te serije bilo že konec. Vidim, da se Marko še vedno ni pridružil. Matej, morda kakšna tvoja misel o tej tekmi? Ja, jaz sem vesel, da se je Charles Barkley zmotil. Tudi jaz sem mislil, moram iskreno priznati, da bo Oklahoma odpihnila Dallas.
v domači dvorani, potem, kar se je zgodilo na prejšnji tekmi, ker je Luka tako načet. Zgodilo se je pa prav nasprotno in so v njem zbudili tisti inat. Veseli me, da je Derrick Jones Jr. odigral PG Washingtona v prvi polovici tekme v napadu, kjer je odlično zadevo, prav neverjetno, in da je v zadnji četrtini potem PG Washington spet bil tisti stari pravi. Malo me bega ta strategija Kida, moram priznati, ker mislim, da je rotacija dala se jasna. Prva peterka Luka Kyrie, Gafford, PJ in Derrick Jones Jr., potem pa jaz vidim tukaj samo še Livelyja, Josha Greena in pa Exuma. Ne glede na to, da se zdi, da Exum ne more zadeti niti bazena, ampak daje v obrambi veliko in še vedno solidno odigra kot tisti rezervni playmaker. In to, da je imel v nekih trenutkih na parketu Tima Hardawaya Juniorja in Hardija, moram reči, da me je res begalo. Posebej zato, ker to ni delovalo. Zopet je Tim Hardaway se odločil za nerezonske mete nekje iz kota, iz avta. Jaz mislim, da tudi, če bi mu v garderobi dali žogo, bi poskušal vršiti. Hardy je bil spet zgubljen v obrambi, ko se je zdelo, da v nekih trenutkih ne ve, kje ima rit, kje pa glavo. In sreča ni predolgo trajalo, ker je zelo nevarno po moje, da lahko neko dober tempo igre, neko dinamiko, ki jo vzdržuješ in jo rabiš v play-offu, poruši s tem. Mislim pa, da play-off ni mesto za eksperimente in Thibodeau tega nikoli, ampak res nikoli ne bi naredil. In to moram reči, da je edino, kar me skrbi tudi pred zadnjo tekmo, ker jaz si Hardija pa Hardawaya res ne želim gledati na igrišču, ker porušita tisto dinamiko v obrambi, v napadu pa ne dodata nič nekaj novega. Sam tokno. Ja, Matej, se v bistvu strinjam z vsem. Marko, si tam zdajle, se slišimo? Jaz sem tu, me slišiš? Odlično te slišim, evo, pa smo porihtali. A si slišal mogoče Mateja, kaj je povedal? Sem slišal in se moram kar zelo nadaljuje, ja. ne strinjati z njim, zelo. Še posebej, oziroma samo to, kar se tiče Hardija. Meni so bile pa Hardijeve minute izredno všeč. Namreč zato, ker prvo z žogo je dosti bolj odločen v rokah kot Exum, ki mislim, da ga je Kid dal noter ravno zato, ker je Exum neodločen. Drugo, Hardy mislim, da ima več samozavesti kot cela klop Oklahome in je še v bistvu edini poleg Luke in Kyrija, ki lahko napada koš z žogo v roki, si lahko pripravi sam met. Žal zdaj ni bil pri metu, ampak ima tisto samozavest včasih nerezonsko, ko si misliš, ja, kaj pa misli, da je. Ampak pripravil je dve lepe podaje, dal je en koš, in že samo to, da ko je recimo Luka brez Kyrija v igri, pa obratno, že samo, da imaš enega bolj handlerja, ki malo pozornosti odvleče proč od Luke in Kyrija, ki ga itak ves čas podvajajo, ko nista oba skupaj na parketu, se mi zdi zelo koristno, seveda ne zdaj za pol tekme, ampak tam 2-3 minute tu in tam. Se ti ni zdelo, da je bil v obrambi parkrat popolnoma zgubljen? V obrambi ni bil najboljši, zato ker so te glavni v Dallasu, ki imajo največ minut na parketu, dobili neko kemijo v obrambi in znajo igrati v obrambo, vejo, kje mora biti kdo kadarkoli. Hardy tega nima in ja, s tem je tvegal Kid in kot si rekel, v obrambi ni bil najboljši. Ja. Zdaj moramo biti pošteni pa priznati, da je Oklahoma razen Shaja Gilgeousa Alexandra katastrofalno metala za 3 veliko, ali pa bom rekel slabše kot sicer, kot bi pričakovali. In če bi noter letelo par tistih trojk, ki so bile popolnoma odprte, pa da recimo na drugi strani Derrick Jones Jr. res ne bi zadev neki tistih trojk, ki je bilo res nenavadno, da jih je fantastično zadeval, hvala Bogu. Veš, je vprašanje, ali bi se Kidu ta strategija potem izplačala, ne? Ker prostora je res zelo veliko v napadu Oklahome, ko so na igrišču hkrati, tako kot so bili tokrat ob Kyriju. Tim Hardaway, pa zraven še Hardy
pa bil je Josh Green, ki dobro, on v obrambi da svoje, pa mislim, da je bil še Gafford. To je meni peterka, ki kar kliče potem, da Oklahoma naredi razliko. Ta eksperiment s Hardyjem je bil zelo zanimiv. Več kot očitno je Exum zdaj izpadel iz rotacije, na tej tekmi ni niti minute dobil. Na prejšnji se mi zdi, da je v prvem polčasu dobro odigral, pa v drugem polčasu tudi nobene minute, ampak je bilo jasno, mislim, da že na prejšnjih tekmah, da je izgubil zaupanje Kida. In je zanimivo, da se je Kid odločil ne zožati rotacije na 8 igralcev, ampak še vedno ustrajati s to rotacijo 9 igralcev in je v bistvu Hardyju dal večjo minutažo kot Dexumu na katerikoli tekmi v tej seriji, na tej sinočni tekmi. In tudi jaz sem malo debelo pogledal na sami tekmi, ko sem videl, pač ko je Luka odšel na klop, to kombinacijo s Timom Hardawayem, Hardyjem in Kyrijem, tremi nizkimi igralci, ki niso dobri v obrambi. Kyrie igra odlično v obrambi v tem play-offu, ampak še vedno je pri nekaterih situacijah deloma limitiran samo zaradi svoje višine. Potem je pa Kid dodal še 2 taka igralca. Zdaj domnevam, da je to seveda zaradi napada želel narediti in verjame v to obrambo, v ta sistem, ki ga igrajo in ki odlično deluje. To je treba reči. Mislim, res si ne bi predstavljal, da bi lahko v eni sezoni pri eni ekipi prišlo do take radikalne spremembe sistema, v bistvu filozofije njihove osnovnih vodil, načel, po katerih igrajo, ampak to ne uspe. Spremenili so se v hardcore obrambno ekipo, ki zmaguje predvsem na obrambnem koncu parketa, potem se pa zanašajo na Luko in Kyrija, seveda, da ustvarite, skreirate dovolj zase in za svoje igralce dovolj tistih odprtih metov, da jih zadanejo in na koncu zmagajo. In zanimivo je, da je Kid, 2 igralca se odločil riskirati z 2 igralcema na tej tekmi, ne zožati rotacije, kar sem mislil, da bom morda celo naredil. Igral samo z 8 igralci ali pa celo 7, da niti Hardaway niti Hardy ne bi dobila potencialno minutaže na tej tekmi, ampak na koncu sta oba igrala tam približno 15 minut, v bistvu Hardy skoraj 15 minut, Tim Hardaway pa nekaj več kot 12 minut. Tako da sta oba dobila konkretno priložnost na tej tekmi. Zdaj strinjam se, da v obrambi nista nič dodala, ampak se mi zdi, da je Hardy vseeno malce, kljub temu, da met tega ne odraža. 1-5 je metal iz igre, 2 podaji, 3 asistence, 2 asistenci, 3 skoki. To je bila njegova statistika v nekaj manj kot 15 minutah, ampak se mi zdi, da je dodal v napadu en element nepredvidljivosti, da niso čisto vedeli, kako ga pokrivati. In je recimo 2 lepi, v bistvu eno zelo lepo podajo tudi Eliup podelil, kar nismo od njega videli v rednem delu sezone, vsaj ko je šlo za podajanje, bolj iskal svoj koš. Tako da se mi zdi, da je solidno oddelal svoje minute, ampak je pa to bil konkreten rizik Kida. Če bi izgubili tekmo, bi zagotovo bolj podrobno gledali te minute Tima Hardawaya in seveda tudi Hardyja. Ampak glede na to, da so zmagali, pa se je ta rizik mu splačal. Zdaj, izvoli. To sem hotel še mogoče dodati. Če me zanima vajino mnenje. Lively je res odlično odigral proti koncu, mene imponira, da kot ruki tako tudi zadeva proste mete, ko vemo, da je njegova statistika tam 60% bila okrog v rednem delu, pa res suvereno pod pritiskom izvaja tudi proti koncu tekme, ko so malo poskušali z hacka Lively. Ampak nekaj drugega sem hotel vračati. Ne? Če gledamo generalnega menedžerja Oklahome, mislite, da mu je kaj žal, ne? Da je iz Mausov naredil tako odlično obrambno ekipo, ker brez njega to ne bi bilo mogoče. Ne? Dobro, se ta trade Cason Wallace, Lively ima tudi za Oklahomo neko logiko. Ampak tisto, ko jim je pa omogočil tudi z pick swapom Gafforda, je pa dejstvo, da je prav v teh tradih z Oklahomo pravzaprav Dallas dobil tisto, kar mu je manjkalo, da lahko parira zdaj v Oklahomi. Absolutno, mislim, ne samo, da jim je omogočil, da so dobili PJ-ja za tistim pick swapom,
če bi želela Oklahoma, bi lahko brez problema pripeljala PJ-ja in Gafforda. Oba, Tako. in glede na to, kakšno zalogo pikov imajo v prihodnosti, se ne bi absolutno nič poznalo. Nič jih ne bi stalo in nobenega rizika ne bi bilo. Mislim, da so Gafforda lahko pripeljali prav zaradi pick swapa, ki ga je vzela Oklahoma, ker za PJ-ja so dali prvi pik. Za Gafforda so dali pa samo pick swap. Sej, to se mi zdi bolj en tak zabaven moment. No. Sej, zato jaz pravim, da nikoli ne smeš delati takih poslov z moštvi iz iste konference, ker tvegaš, da je pošojača. No. Ampak prav to se v Oklahomi se mi zdi naredili. Ne. Da oni bi šli čez ti stari Dallas z lahkoto, zdaj so ga pa res ojačali. Tako da, mislim, to je en dosti zanimiv tak moment, se mi zdi v tej seriji. Se strinjam, ampak bolj kot ta deal, ki so ga naredili, ta pick swap 2028, če se ne motim, so zamenjali in tukaj je Presti, generalni direktor Oklahome, riskiral, da bo Dallas čez 4 leta recimo precej slabši. Takrat bo Kyrie starejši, ne bojo imeli nobenih svojih pikov, možnosti za izboljšave ekipe. Vprašanje, če bo Luka v tem primeru ostal in če bi recimo odšel in bi res Dallas disaster ekipa, bi to pomenilo, da v tisti sezoni lahko dobijo izjemno visok pik za to. To je bil ta rizik. Se pa strinjam, da mislim predvsem to, da niso pripeljali nobene ukrepitve na centrskem položaju ali pa tudi krilnem položaju, kjer rabijo kakšno ukrepitev, torej lahko bi pripeljali. Se ne nazadnje so Charlottom tradali za tega, no, ki nič zdaj ne igra, no, white guy from Charlotte, no, kaj je zdaj že, no, zakaj pozabljam, Marko, izvoli. Aja, Marko, sem mislil, da si želel nekaj dodati, ker sem slišal, da si se odmutil. Ravno gledam. Se sploh ni v postavi bil za to zadnjo tekmo. Gordon Hayward, ja, no, čist mi je ušlo ime. V glavnem, naredili so deal Charlotte Hornetsi, pa se niso odločili recimo PJ-ja pripeljati. No, recimo, jaz bi Haywarda pričakoval, recimo, da bi igral nekaj podobnega, da bi mu dal vsaj toliko minutaže, kot daje recimo Hardaway in Hardyjo zdaj hit, a ne? Pa ne, da bi zdaj bil kritičen, sej je lepo, v zmagi lahko sam pohvališ trenerja, tudi kida je treba. Da, veš, kaj me tudi zanima, te rotacije Lively Gafford na 4 minute, hokejske. Koliko se vama zdi to, Marko, logično, recimo? To deluje že, no? Ja. Deluje že, jaz mislim, da predvsem s Gaffordom, mislim, on verjetno poskuša vsakega obdržati na parketu lih toliko, da lahko da maksimalno od sebe tisto energijo do konca, se zmoči v 4 minutah in potem počiva. Mislim, da bi bilo malo drugače gledati, če bi imel Gafforda recimo eno celo četrtino na parketu ali pa 8 do 9 minut prvi, pa 8-9 minut v drugi četrtini. To bi mu verjetno kar zmanjkalo energije, ker je res ogromno, predvsem v obrambi, tekanja, pokrivanja, obrambo res igrajo neverjetno. Ja, mislim, mene te hokejske rotacije oziroma to konstantno rotiranje ne moti, ker gre v bistvu za plug and play sistem. Vsako gre za napad, veste, kaj so njune naloge, enako v obrambi in se sistem prav nič ne spreminja, od svežasta na ta način, morda kakšno osebno napako tudi prihrani kakšnemu na ta način, tako da me sploh ne moti. Res, oba igrata izjemno. Način, na katerega Dallas brani raketo, mislim, da to počne v tem play-offu najboljše od vseh ekip. Dejansko, izvoli, ja. Kar inovira, ne? Če tako gledamo, kar smo ga prej kritizirali, a ne? Zdaj v bistvu tudi s tem preseneča. No? Dost prilagaja se mi zdi, da je trener Oklahoma včasih ga preseneti, no? Tudi s temi rotacijami. Se pravi, tudi jaz sem bil presenečen, nismo navajeni, ampak je delovalo, ne? Odlično. Matej, jaz sem prišel do sklepa oziroma spoznanja, da tako kot imamo igralce za redno sezono in igralce za play-offe, je očitno tudi tisti trener, ki spada med trenerje za play-offe
v tej redni sezoni pa se ponovadi ne izkaže najboljše. Ja, ne, mislim, eno zanimivo tezo sem slišal o Kidu, da je front-running coach, da je trener, ko ima konkurenčno ekipo, ekipo, za katero misli, da lahko z njo nekaj doseže, ki lahko igra njegov sistem, je bolj aktiven, bolj inovativen, bolj animiran tudi na sami sideline črti ob robu parketa, ne zaspi pri recimo klicanju timeoutov in podobno, kot pa recimo takrat, ko ne verjame v ekipo. Mislim, se vidi nadaleč že, da ne verjame v določeno ekipo, kot recimo lani, ko smo res poslušali bizarne njegove izjave po tekmah, češ se spomnimo tiste legendarne. Jaz samo gledam tako kot vi. Mislim, kaj je res. Mislim, jaz sem bil na tem, mislim, jaz ne bi imel nič proti, če bi ga takoj po taki izjavi odpustili. Če to trener reče, potem dejansko nimaš kaj za početi. Ampak dejansko je zdaj, vsaj za zadnje tekme, tudi za prejšnjo, ko sem videl neke kritike na njegov račun, se mi ni zdelo, da je bil on s kakšno svojo potezo recimo krivec ali pa prispeval k tistemu porazu. Ne nazadnje, če zgubiš tekmo, kjer zgrešiš 12 prostih metov, si sam kriv. Mislim, tukaj pa res ne more on nas spremeniti, je treba zadeti tiste proste mete, tako da v tem play-offu mislim, da več ali manj dobro upravlja svoje delo in očitno se to ni bilo presenečenje, da tako mislijo tudi v klubu in so mu seveda podaljšali to pogodbo, je podpisal že pred zaključkom sezone podaljšanje pogodbe, podaljšek pogodbe in je to seveda tudi velik znak zaupanja. Ampak rad bi se še malo dotaknil te obrambe Dallasa, ker je res izjemna, ne samo sem omenjal obrambo v raketi pod obročem, ampak tudi potem rotacije na trojkah. Pokrivanje in rotiranje igralcev na trojki je res izjemno. Redko kdaj se zgodi, da dobijo recimo, da kdo zamudi ali pa zgreši rotacijo in dobi potem igralec zaradi tega povsem odprt met, nasprotnik od Oklahome. Vemo, da gre za odlično šutersko ekipo. In je tukaj res treba biti izjemno igran, izjemno natančen, pogosto uporabljajo v Ameriki izraz, da obramba mora biti na vrvici, na string, in obramba Dallasa dejansko je. Ni meta, kjer ne bi bil igralec vsaj v trenutku izmeta igralcev od Oklahome, tam 1,5 metra v skoku, agresivno vsi pokrivajo, tudi če gre recimo za 3. ali 4. rotacijo. Na drugi strani je treba priznati, da tudi Oklahoma igra dobro obrambo in tudi oni odlično zapirajo prostor pod obročem, hitro rotirajo na trojke, ampak nimajo pa tistega, kar ima pa Dallas. Generacijskega playmakerja, kot je Luka. Luka, za razliko od SGA in po prejšnji tekmi sem prebral cel kup nonsensov o tem, kako je to dokazal, da je SGA si zaslužil bolj MVP in kako je boljši in bla, bla, bla. Ampak če gledaš tekme, tega ne moreš trditi, ker Luka lahko prebere ne samo prvo linijo obrambe, drugo linijo obrambe, pa potem še vse rotacije in najde skip passi ali pa iz podajami in po podvajanjih, najde igralce na drugi strani parketa, povsem same, kjer mora obrambni igralec, ki pomaga dosti večjo razdaljo preteči. In tega nima Oklahoma, nima nobenega playmakerja, elitnega organizatorja ali podajalca, ki lahko take podaje, skip passe preko obrambe izvaja. V celi seriji mislim, pa če ste iskreni, a se spomnite ene, recimo podaje SGA, za katero bi pa rekli, tukaj je pa, že spet, kot pravijo Američani, pass a player open, da ti podaš igralcu tam, kjer more biti in da samo v shooting pocket dobi žogo in samo vrže. Ene take podaje se jaz v celi seriji ne spomnim, od SGA-ja.
ali pa katerega koli drugega igralca Oklahome. Oni z gibanjem, s konstantnimi prodori, konstantnimi napadi, seveda tudi z odlično igro v obrambi, krajo žog in potem igro v tranziciji, tako oni ustvarjajo prednost. Ampak na postavljeno obrambo, ko zagusti, ko se igra taka trda fizična košarka in kjer je nasprotnikova obramba 100% skoncentrirana, pa težko pridejo do izraza. Še vedno SGA je, po mojem, eden od dveh, morda celo najboljših šuterjev iz pol razdalje, iz mid-rangea v ligi. Skupaj recimo z DeMar DeRozanom, Bookerjem, Durantom, mogoče še te 4 najboljše iz glave, recimo rečem. Dobro, Kawhi pozabljamo vsi, ker se vemo, Kawhi je poškodovan. Ampak tudi Kawhi je odličen iz pol razdalje. Ampak morda ne bi, mislim, imamo lahko debato, če je morda trenutno najboljši mid-range igralec v ligi. Bi celo na to pristal. Ampak tudi, ko gledamo za scoring, potem, ko gledamo pri Luki njegovo raznovrstnost, da je 3-level scorer oziroma celo 4-level scorer, da lahko igra v postu, da lahko igra pod obročem, tudi s pol razdalje in tudi volumen trojk zadane, zdaj ne v tem play-offu, vemo, to je tako, ampak v celotni karieri te lahko premaga zmeti iz različnih pozicij, iz vseh pozicij. Medtem ko SGA se pa zanaša predvsem na ta scoring iz pol razdalje. Mislim, da absolutno nobene debate ni, kdo je boljši igralec. SGA je izjemen igralec, eden od 5 najboljših v ligi. Ampak mislim pa, da je potem od njega, pa recimo do Luke ali Jokića, pa še ena ali morda kakšna stopnička več. Še en določen preskok, ki ga pa on v svoji igri še ni naredil. In glede na napredek in glede na to, da je delovan, ki ga je že naredil in je delovan, bo verjetno napredoval, ampak nikoli ne bo tak podajalec kot Luka. V tej seriji pa tudi Luka igra boljšo obrambo. Na prejšnji tekmi, ko so ga res vsi totalno spluvali, saj deloma že spet konstruktivnimi kritikami nič narobe in ni odigral tako, kot bi moral, tako, kot je sposoben, kljub vsem tem težavam, ki jih ima trenutno s poškodbami. Ampak še vedno je pa odigral izjemno v obrambi. Jaz sem gledal obrambno statistiko za prejšnjo tekmo, 5-20 so metali, ko je bil on primarni defender na igralcih Oklahome, recimo Jalen Williams 0-6, ko ga je Luka pokrival na prejšnji tekmi in že celoten playoff igra odlično obrambo. Ravno preden smo začeli spet, sem tudi gledal statistiko za obrambo v izolaciji. Dallas tudi ogromno prevzema na zunanjih položajih. In to je nekaj, morda tisti, ki redno poslušate Space, se boste spomnili, da sem omenil med sezono, da je Dallas tudi pred tradi že pred tradi igral dobro obrambo, ko so igrali switch obrambo, ko so na zunanjih položajih vse prevzemali, vse igralce prevzemali po bloku. Top 10 obramba so bili v tem elementu obrambne igre celotno sezono. In tudi zdaj so pa celo najboljša obramba v tem elementu in to dosti več igrajo. Tisto, kar sem se v rednem delu sezone spraševal, še pred tradi, zakaj ne igrajo več te switching obrambe. Deloma sem razumel, verjetno tudi zaradi tega, da želijo Luko zaščititi, ker Luka namreč v tem play-offu brani največ ISO possessionov, torej največ igralcev v izolaciji, ko igralci poskušajo 1-na-1 igrati proti njemu, ko jim spraznejo stran. Brani daleč največ ISO possessionov med vsemi igralci in igralci proti njemu v teh situacijah mečejo 34% iz igre. Torej na 34% jih zadrži in ko rečem daleč največ ISO possessionov, Luka jih je v tem play-offu branil že 43, drugi igralec po številu possessionov, ki jih je največ branil, je pa Ewan Mobley iz Clevelanda z 29 possessioni. Torej 14 possessionov, posesti, napadov manj je branil, potem so vsi stali. PJ Washington je recimo tretji po številu possessionov, jih je 28, Aaron A. Smith 25, Nembhard 24 in tako naprej. Hočem reči, so razlike dosti manjše. Luko poskušajo ogromno napadati v obrambi. In tukaj se tudi največ vidi
tudi na tekmah, ko moment ni šel, ko ima težave v napadu in težave z nogami ali pa poškodbami, se bolj poznajo v napadu kot v obrambi. V obrambi stisneš zobe, se boriš, grizeš in lahko s tem seveda dosti stvari upraviš. Važno, da si pravočasen na svoji poziciji, pravočasno prevzemaš, pravočasno rotiraš in to lahko narediš samo z voljo, željo, borbenostjo. V napadu pa, če noge niso prave, preprosto ne dobi tiste separacije, ne ustvari, nima takega odriva in če noge niso prave, to vejo vsi, ki igrajo košarko, tudi potem met ne boš zadeval, mete grešiš. In hočem reči, da se cel playoff že bori in igra na zelo visokem nivoju v obrambi in če bi lahko zdaj recimo še napadu dodal in upajmo, da s časom, mislim, da 100% ne bo celoten playoff, ampak verjamem pa, da lahko pride vsaj do tistih, ne vem, 80-90% in bi to že bilo lahko dovolj, da lahko mogoče, če seveda pridejo tja, so konkurenčni tudi v finalu konference. Za zmago proti, če pridejo tja že spet predvidoma Denverju, bi potrebovali 100% Luko tudi. Takega že spet mislim, da ne bomo videli. Ampak se bori, grize in mislim, da je dosti teh kritik, ki smo jih slišali zdaj, res neupravičenih, ampak se samo vidi, kako je mnogim Luka trn v peti, kako jih moti njegov uspeh, zgodnji uspeh. Ne nazadnje, ogromno tweetov, tudi viralnih tweetov sem že videl, ki so omenjali, da mislim pisali, parafraziram, nekaj v tem smislu sem jih par videl, da so presenečeni, da so mislili, da je Luka tam več let starejši od Shaia Gilgeousa-Alexandra, od SGA, da je tam Luka 28-29 star, vsaj mogoče celo starejši, sem slišal. In so bili presenečeni, ko so videli, da je Luka v bistvu leto mlajši od SGA. To pa zato, ker je že toliko časa toliko dober in dejansko so se ljudje na nek način, mislim, normalizira nenormalno in na nek način je razvadil tudi ljudi. Ta njegov uspeh v bistvu na nek način deluje zoper njega, še posebej, ko gre za te MVP debate, ampak zdaj sem bil pa že res dolg, tako da Matej, Marko, izvolite. Jaz v tej seriji, kar se tiče Shaia in Luke, imam edino veliko težavo s kriterijem in trpim verjetno, kot vsi navijači Dallasa, vse sem subjektiven kot vsi ostali, ampak če bi Luki sodili tako kot Shaiu, bi bila ta serija že končana. Zato, ker Shaiu v teh prodorih, kjer je res dober, res je top 5, ampak on veliko uporablja komolec, ki mu ga ne dosodijo. Vsak kontakt se mu sodi, to smo videli tam tudi, kjer so Luki dosodili napako, pa je zahteval challenge. In v tistem challengeu se je videlo, da je bil kontakt res minoren, mislim, to ne moreš soditi. Pa so rekli, ok, je osebna. Ne. Na drugi strani pa Derricku Jonesu Juniorju sodijo že, ko ga grdo pogleda, še gre v prodor, išče prekršek in mu jih serijsko piskajo. In zato on pravzaprav s temi prodori dostikrat dosega 3 točke in zato ima tudi takšno statistiko. Če bi bil pa sodniški kriterij uravnotežen, pa bi bilo bistveno drugače. Zdaj, zakaj pa ni, pa zakaj se to dogaja, je pa čisto po moje posebna zgodba. Ampak to je tisto, kar jaz res težko gledam te tekme, ne? Ker je po eni strani se dovoljeno mlatiti Luko kot superzvezdnika, po drugi strani pa skoraj, da ni dovoljeno grdo pogledati drugega superzvezdnika Shaia. Se strinjam s tabo. To tudi mene zelo moti. Mislim, da sodniki načeloma dovoljujejo fizično igro na obeh straneh, ampak samo, če pa konkretno pogledamo kriterij, ki ga imajo pri Shaiu in kriterij, ki ga imajo pri Luki če ni krvi, ne bojo piskali, skoraj da imajo filozofijo. Pri Shaiu pa res zelo hitro vsak kontakt piskajo, tukaj ni nobenega dvoma. Se sem tudi retweetal tole akcijo, ki se jo omenjal in je res, mislim, na taki tekmi nihče v tej seriji, nihče drug ne dobiva takih piskov oziroma takih falov, kot jih dobiva SGA. V tem elementu je seveda tudi odličen. Jaz mislim, da je na nek način celo nadomestil Hardna, ko gre za te najbolj uspešne foul baiterje v
v ligi, ker je seveda že gre za kombinacijo z tehnično izjemno podkovanega igralca, ki je izjemno nevaren iz pol razdalje in zna hitro kontakt izsiliti. Ampak ravno tukaj, tudi Luka to zna, ampak mu teh kontaktov ne piskajo, oziroma mora za te kontakte dosti bolj trdo delati in dejansko zaradi tega sem jaz govoril, na prejšnjem spaceu me žal zaradi časa ni bilo, ampak predprejšnjem, da ne bi bilo nič narobe, če bi Markif Morris dobil kakšno minuto v tej seriji, samo zaradi tega, da naredi kakšen tak faven, kakor jih recimo Lou Dort dela na Luki, da bi recimo Markif naredil kakšnega tazga na SGA-ju, trd pač res, tak, da ga bo čutil potem še pri prostih metih, nič umazanega, ampak samo trd faul, ker dejansko je Luka res toliko udarcev, kakor jih je v tem play-offu dobil. Jaz sem mislil, da serija z Oklahomo ne bo tako fizična, kot je bila serija proti Clippersom, ampak je še bolj fizična. Dejansko je še bolj fizična in sodniki so še bolj pogoltnili piščalko, kar že spet v obrambi ni slabo za Dallas, ampak mislim, da bi lahko držali malce bolj izenačen, uravnotežen kriterij, ko gre, tako kot se je rekel Matej, za oba glavna zvezdnika ekipe. Tukaj mislim, da kriterij ni povsem enak. Ampak je pa tudi to en faktor, ki ga vedno omenjamo, če si močnejši igralec, večji igralec, ti bojo, razen če nisi seveda in bi Italijani, za vse ostale primere to velja tudi za Luko ali Jokića, ti bojo dovolili neprimerno več kontakta na tebi, kot pa če si manjši, hitrejši in te odbija od, če tako rečemo, od obrambnih igralcev. Marko, si tam? Sem mislil, da si se prej... Sem. Ja, izvoli. Aha, okej. En odgovor tistemu tvojemu monologu, kar se tiče Šaja. Šaj je bil vedno najbolj prodoren igralec v zadnjih 2-3 sezonah v NBA-ju, tam nekje 19-21 prodorov je imel na tekmo. Zdaj jih ima precej manj, namreč meni je vedno lepo ponavljati tiste besede, ki sem jih slišal od bivšega generalnega menedžerja od Golden Statea, ko prideš v play-offe, tvoje najmočnejše orožje ti vzamejo. Potem pa se vidi, koliko si raznovrsten, koliko si sposoben početi drugih stvari. Šaju so deloma vzeli prodiranje, predvsem s tem, da vedno zgosti obrambo, ko prodira noter pod koš. S tem sicer pustijo vedno nekoga prostega na trojki, ampak ne vem, ali je to manjko izkušenj ali kaj drugega, samo zavest, ali je vse to povezano, ampak enostavno ne zadenejo niti približno tako dobro trojke kot v redni sezoni. Roka se jim zatrese, niso samozavestni, res je zanimivo to videti. Recimo 39% je Oklahoma kot ekipa metala v redni sezoni, v play-offih, samo v tej seriji proti Dallasu, govorim pa 33%. To je zelo, zelo velik padec v procentu. Tam blizu 40 so bili tudi v prvem krogu proti Pelikanom, so odlično metali za 3, to je vsekakor njihova prednost, ampak ne samo to, da se jim roka zatrese. Roka se jim zatrese oziroma poraja se jim dvom zaradi odlične obrambe Dallasa tudi. In ena stvar je bila še zanimiva na tej tekmi, recimo, ko si omenjal, puščajo same specifične igralce. Gidija, recimo, Lou Dorta v določenih situacijah tudi in rotirajo, že predrotirajo, preden žogo dobi bolj nevaren strelec, je obrambni igralec Dallasa izpod koša že pri njemu. Tako da res odlično tukaj rotirajo, ampak ravno zaradi tega je zanimivo na zadnji tekmi trener Oklahome Degnoja pustil Gidija na klopi, ker so večino tekem oziroma vsi tekme z izjemo prve slabo začeli v minutah, ko je Gidi je začenjal v prvi peterki seveda, in ga je tokrat pustil na klopi in dal Isaiah Joea v prvo peterko, odličnega ostrostrelca. Ampak sem videl, da recimo njega že niso sam ga puščali na trojki, ko je šlo za igralce Dallasa, tako kot so recimo Gidija
na začetku tekem. Sej tudi njega ne povsem samega, ampak ne stečejo agresivno na njega ga pokriti. Recimo centra so vedno dajali na njega. Tukaj na Isaiah Joea niso dali centra. Je center ostal na četu Holmgrenu, Gafford ali Lively, medtem ko so morali spremeniti te obrambe rotacije in so se tudi temu odlično prilagodili v Dallasu in tudi zopet odlično začeli tekmo. Dobro, na začetku v vodnih minutah, čisto na začetku je povedla Oklahoma, potem pa ko je Dallas prevzel dirigentsko palico, če tako rečem, povedal, te prednosti niso več spustili iz rok do konca tekme in v bistvu zelo suvereno pripeljali tekmo tudi do konca. Poklopilo se jim je mogoče, dala so to, da ko so Derricku Jonesu Jr. na začetku seveda puščali veliko prostora in ga je tudi Luka lepo najdel, je zadev, mislim, da je 4 zapored in jih je to potem seveda zatreslo v obrambi. Derrick Jones Jr. je tudi tam držal tisti priključek s pomočjo Luke. Potem se mi pa zdi, da tam na koncu, ko so imeli vtis, da pa to ni tekma za PJ Washingtona, je pa on seveda potegnil ob koncu, ko je imel malo več, takoj ko je imel malo več prostora, je dodal svoje. In tukaj je imel Dallas res nekako srečo, da sta oba, po mojem, na pravim trenutku dala tisto, kar od njih pričakujemo, da zadaneta tudi tiste odprte mete. Medtem ko na drugi strani pri Oklahomi se je mogoče ni tako lepo razporedilo. So bolj metali v prazno in jaz samo upam, da tudi na tej 6. tekmi bo kaj podobnega, da bodo predvsem ti rotacijski igralci dodali, ker po drugi strani pa, kakorkoli obračamo, Tim Hardaway Jr. v napadu ni dodal, pravim, jaz tudi Hardy, če gledaš njegov šut, je bila tema, bolj ko ne, tako da tukaj so rezerve, ne vem, kako bo zdaj Pitt odigral, ampak jaz mislim, da bo zelo pomembno to, kar smo na začetku še povedali, da ti rotacijski igralci zadanejo, v bistvu ne samo rotacijski, no se oba sta iz prve petorke, PJ Washington pa Derrick Jones Jr., da zadanejo ti odprte mete, ker pa se obramba more razširiti in pa je seveda to za bistveno lažje igrati. To bo odločilo po moje tudi zadnjo tekmo. Ta procent trojke, se smo videli na tisti, ko je dala zgubo, ko je igral odlično v bistvu obrambo, Klinč še ne zadaneš v napadu, veš, pol tudi tekme vse ne moš dobiti, koliko črto potegneš, na koncu moš dati tudi več košev kot nasprotnik. Kaj pa mislite o Kyrieju in temu, da daje vedno manj točk na tekmo? V obrambi se izredno trudi, v napadu ga drži Williams, ki je precej večji od njega, je zelo atletski, ima zelo dolge roke, tako da mimo njega težko pride, ampak ne vsak napad. In rekel je tudi pred kratkim, da je to zanj najtežja serija do sedaj v karieri. Mene predvsem navdušuje s svojim odnosom v obrambi, pa videl sem, kako je tudi budril Hardyja in te mlajše igralce, tudi Livelyja že prej, pri tistih, ko se je začela ta strategija hacka Lively. Se mi zdi, da daje vse tisto, kar od njega, glede na to, s kakšnim slovesom je prišel v Dallas, nihče ni pričakoval. Tako da se je res našel. On ima daleč največ izkušenj s play-offom, v končni fazi je edini osvojil prstan od teh igralcev in se mi zdi, da vse te izkušnje tudi prenaša na te mlajše, vnaša neko pozitivno energijo, daje veliko večji prispevek, kot kaže statistika. Tudi v obrambi, tudi s to nesebičnostjo. Mislim, mene to res preseneča. To je Kyrie Irving, ki je čisto nekaj drugega, kot tistega, kar smo videli v preteklosti. Je pa res, da nimam jaz, vsi smo nervozni, ko vidim, da ima recimo Derrick Jones Jr. ali pa več metov, kot jih ima Hardy, ampak to je pač tako, ko si rekel, razlog je strategija Oklahoma, vse vedo, zakaj so dali Williamsa na Kyrieja. Ja, mislim, v bistvu Oklahoma, kot pravijo, oni se selling out na Luki in Kyrieju. Nju podvajajo najboljše obrambne igralce
dajo na njih, obenem pa seveda vsakeč, ko gre Luka ali Kari v prodor, zgostijo obrambo pod obročem, pomagajo ne samo en igralec ali dva in pomagajo seveda to, kar si povedal, Matej, iz Derricka Jonesa Jr. ali na začetku serije iz PJ-ja Washingtona, tisti, ki njo pokriva, ali pa tista dva, ki oba pokrivata, pomagata potem na prodorih Luke ali Kairija. In seveda na tak način otežujete predvsem to, ko gre za njihov scoring. Ampak s tem se seveda odpira več prostora za te šuterje in potem, ko je recimo PJ-ju steklo, ga zdaj že niso več tako samega puščali, kot so ga predtem, so pa recimo Derricka Jonesa na tej tekmi. In je on, tako kot si povedal, Matej, odlično izkoristil to priložnost in ta priložnost se bo porajala tudi na naslednji tekmi ali pa naslednjih dveh, če slučajno do tega pride, ampak seveda upajmo, da bo Dallas zaključil serijo že doma na naslednji tekmi. Ampak bojo pa morali, sej, že spet, recimo, če gledamo, vzamemo ven Luko in Kairija, njune trojke in gledamo ostale roleplayerje, kako so metali. Recimo Derrick Jones Jr. je bil 3-5 za 3, ampak PJ Washington 2-7, 28%, Josh Green 1-5, Jaden Hardy 0-2 in Tim Hardaway 1-3. Tako da niso imeli nek strašno blesteč met. Tokrat je sta Luka in Kairi zadela tudi nekaj težkih trojk, ker one dva pa seveda mečeta dosti težje trojke in ponavadi pričakuješ, da je odstotek nekaj nižji kot pri povsem odprtem metu, ampak tokrat sta bila izjemna. Tudi Kairi recimo ni bil strelsko ne vem kako razpoložen, ampak v zadnji četrtini tudi zadev izjemno pomembno trojko preko iztegnjenih rok dveh obrambnih igralcev. Tako da na koncu 2-2 za 3, Luka pa 5-11. Tako da dokler ne rabita one dva tako izjemno metati, samo roleplayeri morajo zadeti tisti zadovoljiv odstotek, smo rekli, 36, 37, prejšnjo tekmo so imeli tam nekaj čez 30% met, pa bi jo lahko dobili, če bi samo proste mete bolje izvajali. Njihova obramba je dovolj dobra, dovolj težka in nepredvidljiva, dovolj velika nerešljiva uganka za igralce Oklahome, da bojo vedno imeli možnost dobiti tekmo, če bojo seveda v obrambi pravi. Zdaj, vedno se lahko zgodi kakšna anomalija, to smo videli tudi v seriji proti Clippersom, kjer nasprotnik zadeva neverjetne mete preko iztegnjenih rok, pa ne samo iz trojke, ampak iz 10 metrov ali pa kakor je, recimo se spomnimo tiste trojke Paula Georgea v prvi seriji, povsem iz kota, ko je preko table letela žoga v zadnji sekundi napada. To se vedno lahko zgodi, ampak če ne bo prišlo do česa takega, jaz verjamem, da lahko Dallas serijo zaključi na naslednji tekmi zmaga in je to tudi izjemno pomembno, ker imam občutek, da bo Denver nocoj zaključil serijo, kar pomeni, da bodo imeli potem v sredo, naslednjo sredo se začne finale konference, bodo imeli 6 dni, skoraj en teden počitka pred finalom konference, če seveda zaključijo danes serijo. Dallas pa manj, glede na to, da igrajo iz sobote na nedeljo, torej 2-3 dni počitka in ga oni dejansko bolj potrebujejo kot Denver. Če bi morali igrati pa še potencialno 7. tekmo, bi se igrala pa v ponedeljek, iz ponedeljka na torek, potem pa že v sredo, po našem času seveda, potem pa že v sredo finale konference, torej praktično brez počitka iz enega trdega boja v drug in je to seveda izjemno težek zalogaj za katerokoli ekipo, ki bi se bila za potencialnimi prvaki potem na koncu v konferenčnem finalu. Tako da res upam, da bodo odigrali tako v obrambi, kot igrajo že celotno serijo, bosta Luka in Kairi, ki pa je, če ga že omenjamo, velja omeniti tudi podatek, da je on v elimination tekmah, torej tekmah, kjer ima možnost zmagati serijo, do sedaj 13-0. 13 jih je zmagal, nobene še izgubil, seveda velik del tega gre na račun njegovih iger v Clevelandu
in z LeBronom takrat v tisti ekipi, ampak je tudi on dodal svoj zalogaj k temu. Ne nazadnje na največji tekmi v zgodovini Clevelanda, kjer je zadev trojko za naslov. In verjamem, da lahko od Kyrija tudi pričakujemo več na tej odločilni 6. tekmi in da jo bo podobno odigral kot že v prvi seriji proti Clippersom. Enako pa pričakujem tudi od Luke. Roleplayerji morajo zadeti dovolj trojk, o tem smo govorili, zadovoljiv odstotek in mislim, da lahko zmagajo in se potem v finalu, ki ga zagotovo vsi težko pričakujemo, konferenčnem finalu, pomerijo z branilci naslova, kar pa zna biti prava košarkarska poslastica. Luka proti Jokiću, 2 najboljša igralca lige, po mojem mnenju, in mislim, da tudi po mnenju večine poslušalcev in vajnem, Matej in Marko, upam, da nisem narobe rekel, to bi bilo res izjemno in nima potem seveda Dallas kaj izgubiti. Pritisk bo v bistvu v tej situaciji na strani Denverja, večji zagotovo. Jaz bom danes navijal, lahko pošteno povem za Minnesota na polno. Mi je Joki zelo simpatičen, sam morajo jih utruditi še malo. Ker drugače bo pa to res, kdorkoli pride naprej, mislim, da ni fair, da tudi tukaj liga dela napako, da igrati z 2 dnevoma premora, potem finale zahodne konference, da tukaj bi moral biti razpored tudi drugačen, tu rabiš 3-4 dni. Kdorkoli, ali Dallas ali Oklahoma nima šans, mislim tako, da se Denver spočije, oni pa igrajo čez 2 dni vsi poškodovani. Tisti, ki dela te razporede, res ne razmišlja veliko. Pa ni basketa igral nikoli. Tako da upam, da danes jih Minnesota premagava, potem utrudi, a ne? Marko, predvidevam, da se strinjaš. Aha, si znal. Se strinjam, definitivno. Ja, sem še tle. Spet seveda sem v službi, tako da vsake toliko moram kakšno pauzo narediti. Mičkano sem pogledal ekipno statistiko in je primerjal s tisto izredne sezone in opazil nekaj zanimivih takšnih statističnih podatkov, ki so malo skočili ven. Vse to ni nič napredna statistika, ampak je toliko, kako fajn odraža to, kar mi gledamo na televiziji, serija tudi v dejansko statistiki. Torej, vzel sem, kako je igrala Oklahoma v redni sezoni, pa kako je Dallas igral po All-Star breaku, ker je bil seveda čisto druga ekipa, in jih primerjal s tem, kako igrajo zdaj med sabo v zadnjih teh 5 tekmah. Seveda Oklahoma dosti slabše meče za 3, to smo že povedali, in tudi 4 podaje manj ima v primerjavi z redno sezono, medtem ko ima Dallas samo 1 podajo pa pol manj glede na redno sezono. Zdaj, če vzamemo Luko in Kyrija, ona dva dosegata precej manj točk, če vzamemo njun točkovni zbir skupaj, kar 21 točk manj dajeta v tej seriji v primerjavi z tisto sezono po All-Star premoru. Drugo je pa tam, v bistvu skoki, podaje so držali vse na istem mestu, tako da bi kaj komentiral. Klemate to statistiko? V bistvu ne, v bistvu ni nobenih presenetljivih številk tukaj, bi rekel. Mislim, že spet, tisto, kar smo govorili o trojkah, slabšem odstotku Oklahome, mislim, da tukaj tudi obramba Dallasa naredi svoj del, obenem pa vemo, kako je s trojkami v play-offu. Takrat, ko so tekme najpomembnejše, največje, pritisk največji, takrat se hitro roka malce hitreje zatrese, obenem pa, ker seveda je Dallas povsem zaustavil te prodore Oklahome, vejo, da ni lahkih košev, bodo končali nariti, če grejo pod obroč ali pa po možnosti tudi zgubili žogo. Vejo, da morajo še toliko bolj, je recimo potem pritisk, da zadaneš, recimo, če slučajno dobiš kakšno odprto, neovirano trojko, ki so zelo redke,
in se hitreje roka zatrese. Tako da to me ne preseneča, ostali podatki pa so nekje tam, kjer smo jih pričakovali, da bojo. Tako da jaz res verjamem v Dallas. Dallas je res zgradil ekipo, ki bi lahko, če bi bila ta ekipa od samega začetka skupaj in če bi Kyrie seveda bil zdrav na nekaj večjih tekmah, jaz sem prepričan, da bi končali če na prvem, pa enem od prvih 2 mest konference. In če mrata poleti, recimo še kakšno manjšo ukrepitev pripeljati, morda na krilu še kakšno ukrepitev, kakšnega boljšega šuterja, bolj zanesljivega še, bojo po mojem lahko naslednjo sezono, oziroma bojo naslednjo sezono, mislim, da so v ožji krog kandidatov za naslov. Tak statistika po tem All-Star premoru jih pa v bistvu na nek način že letos uvršča v ta ožji krog kandidatov. Ne nazadnje, če pridejo v finale konference, pridejo med 4 najboljše ekipe lige in so de facto že v ožjem krogu kandidatov za naslov in to tudi so, mislim, sami po sebi že tako dobra ekipa. Tako da jaz res upam, tako kot si rekel, Matej, navijam, tudi jaz sem Minnesoto, danes privoščim res eno dobro tekmo in slabo tekmo Denverju, ker bi bilo to res ključno. Res bi bilo škoda, no, če bi Dallas tako načet in zmatran, ali pa, če Oklahoma pride, bo enako, mislim, dan premora, mislim, da bo še težje in potem proti Denverju, ker je seveda Dallas malce bolje zgrajen za borbo proti Denverju kot Oklahoma, ima to kombinacijo visokih igralcev in morda bi se lahko Maxi Kleber vrnil potem že v tisti seriji, to bi bilo pa tudi zlata vrednost, sicer po tako dolgi pauzi vprašanje, v kakšni formi bi prišel nazaj, zagotovo ne v formi, kateri je bil v prvem krogu proti Clippersom, ampak bi bila še ena dodatna opcija. Tudi Denver je mal načet, zato se mi zdi pomembno, da odigrajo, recimo, če se le da tudi 7 tekem. Se bodo pa lahko spočili, bo pa po moje bistveno teže. Tudi nimajo več tako dolge klopi, odkar so brez Jeffa Greena in Brucea Browna, tako da prva petorka je pa fantastična, ne? In če bi bila ta precej bolj utrujena, tudi po igranju dodatnih tekem, bi bilo to bistveno lažje, no? Kot pa, če bojo spočiti. Absolutno, ja, ne. Mislim, da je to celo ključno za možnosti Dallasa, ob pogoju, da seveda tudi oni zaključijo potem serijo na 6. tekmi, za možnosti Dallasa potem v finalu konference. Bo pa to, mogoče na tej 6. tekmi, tisto, kar bi rad videl, je, prej sem že sojenje omenil, no, tudi to, ko Lively postavlja blokado, se piska vsak najmanjši njegov premik, tudi to, ko Dort od njega dobesedno se zaleti, ga premakne in pol se kakor odbija od njega, odigra, to sodniki vse nasedajo, ne. Tudi na tej zadnji tekmi se je lepo videlo, kako je Kyrie, ki je izkušen, ki je res stal popolnoma na mesto in niso imeli druge možnosti, kot da Dortu dosodijo tisto osebno v napadu. Ampak pri Livelyju, ne, ki je malo močnejši, mislim, da tukaj bo tu delajo precej krivice, ker neke stvari se res ne bi smele soditi in bi morali puščati sploh, ko gre za Dorta, ne. Tako da mislim, da ta zadnja tekma 6, meni to nikoli ni všeč, sam upam saj, da bo v domači dvorani sodniški kriterij bolj uravnotežen. Ravno to mislim, da bo rahlo bolj naklonjen Oklahomi, ker liga zagotovo želi Game 7, se vemo. Morda ne vem, kdo bo sodnik, bomo videli na dan tekme, ampak če bojo poslali extenderja, potem se kar bojim malo za tisto tekmo. Tako da, ne vem, se mi zdi, da sojenje bo več ali manj podobno, kot je bilo, in se strinjam. Tele flopi Dorta na blokih, ki jih postavljata Lively ali Gafford, so naravnost komični. Tip je grajen kot linebacker, NFL igralec pa se vrže po tleh, kot da bi ga ustrelil. No. Tako da, mislim, že zaradi teh komičnih flopov sodniki temu ne bi smeli nasedati, pa vendarle piskajo prevečkrat faul v takih situacijah. Če bi
Mislim, ja, res, tukaj so malenkosti. Jaz res mislim, da 100% Luko in recimo normalni sojenjem bi ta serija bila končana po 4 tekmah, če bi bil še Maxi zraven. Mislim, da bi lahko dobesedno pometli, ne samo v smislu 4-0, ampak z visokimi razlikami tudi premagali na vsaki od teh 4 tekem Oklahoma. Še posebej, če gledamo, kakšen kriterij je nasploh v play-offu ali pa tudi v drugem delu rednega dela sezone, ampak že spet. Tukaj mislim, preprosto, se vemo, Luka in Dallas nimajo kakšnega kredita ali popusta pri sodnikih, ravno obratno. Če je 50-50 situacija, bo prej požaril piščalko ali pa piskal v škodo Dallasa, kot pa obratno. Tako da tukaj je ena stvar, s katero se bojo morali še naprej spopadati in Luka se je dobro, mislim, na tej zadnji tekmi. Mislim, to je tudi glavno, da mu take odločitve, napake, ki jih delajo sodniki, ne pridejo do živega in da poskuša to jezo skanalizirati proti Dortu konkretno, ne pa sodnikom. Jaz, Marko, če te prav razumem, ti bi tudi na tej 6. tekmi tvegal s Hardyjem in Hardawayem in ne bi forsiral recimo Exuma, ne bi dal Exumu tiste minute. Se ti zdi to vredo? Tudi v domači dvorani. To bi bilo odvisno, kako gre tekma. Tako da težko zdaj govoriti. Ja, sam na začetku ne veš, kako gre. Sej Kit eksperimentira že v prvi četrtini. Pa jaz mislim, da se je Kit že pred tekmo odločil, da bo na tej tekmi tudi Hardyju ponudil kakšno priložnost v rotaciji. Vsaj recimo, če ne bi prišlo do situacije, kjer bi Dallas ogromno zaostajal ali kaj podobnega. Tako da mislim, da je bila to odločitev, ki so jo sprejeli že pred tekmo. Ne vem, zdaj načeloma ni slabo, če je rotacija širša, dlje, ko greš v play-offu. Ampak na koncu Luka, Kyrie še vedno igrata tam 40 minut ali več. Me prav zanima minutaža obeh v play-offu, ker mora z izjemo tam kakšnega Harta v New York Knicksih, morda tudi Bransona. Mislim, da mora biti minutaža Luke tam top 3, top 4, top 5 si predstavljam v najslabšem primeru. Na 5. mestu je z 41,8 minutami, ampak od teh, ki so prišli v drugi krog, ima pa samo Josh Hart višjo minutažo. 43,7 minut igra na tekmo, Tyrese Maxey, Kevin Durant in Trey Murphy, ki so igrali tam malenkost več kot Luka, so pa že v prvem krogu zaključili in odigrali 4 oziroma 5 tekem, medtem ko Luka igra pa zdaj že odigral 11. tekmo in med temi igralci drugi po total minutaži, torej kompletni minutaži, je pa seveda tudi drugi za Joshem Hartom, samo Josh Hart, ki igra pa skoraj cele tekme zaradi tega, ker zdaj Thibodeau nima drugih variant, toliko igralcev je poškodovanih in je edini, ki je odigral več minut kot Luka. Tako da hočem reči, da v tem aspektu to nič ne pomaga. Mimogrede, Kyrie Irving je pa 4. po absolutni minutaži, takoj za Jalenom Bransonom, ki je drugi. Torej, New York Knicks in Dallas Mavericks, oziroma 2 igralca od obeh ekip sta med tistimi, ki so največ minut do zdaj odigrali v play-offu. Tako da, ne vem, Matej, mislim, jaz na nek način se strinjam z Markotom, odvisno kako bo tekma potekala, ampak če se porodi priložnost za kakšno minuto Hardyju, jaz ne bi temu nasprotoval, če seveda Kit potem hitro ga potegne na klop, po samo napadu 2-3, če vidi, da recimo v obrambi in napadu to ne funkcionira. Tako da načeloma nimam proti, ampak je riskantno. No? V vsakem primeru redko katera ekipa od teh, ki so zdaj v play-offu, igra z 9 igralci v rotaciji. Bomo pa videli, kaj se bo na koncu Kid odločil. Morda lahko na hitro, preden zaključimo, samo kakšno besedo še v ostalih serijah rečemo.
Tri se še igrajo, se še niso zaključili, Timberwolves in Nuggets smo omenili. Nuggets imajo danes priložnost zaključiti serijo, vodijo s 3-2. Timberwolves igrajo doma v Minnesoti in kot je Matej dejal, vsi verjetno navijamo, upamo, da uspe Timberwolvesom izsiliti 7. tekmo in da se bo mogel Denver vsaj še malce potruditi za napredovanje. Pacers in Knicksi igrajo jutri 6. tekmo, Knicksi vodijo s 3-2 in imajo lepe možnosti, da zaključijo to serijo. Enako je pa zdaj tudi pri njih pomembno, glede na to, v kakšnem stanju so, da dobijo nekaj počitka, vsaj en dan dodaten počitka, ki je pa tudi v tej situaciji dosti vreden. Potem za finale proti Celticsom, ki pa so premagali 4-1 Cavalierse, pričakovano, seveda glede na to, da pri Cavaliersih je še poleg Elena in Mitchella je manjkal še Lavert sinoči, torej 3 od 5 najpomembnejših igralcev so manjkali in je treba reči, da tako lahke poti do finala, si upam trditi, ne samo do finala konference, ampak do finala konference vsekakor tako lahke poti, kot so imeli Celticsi letos, jo imajo letos, mislim, da v zgodovini ni imel še noben klub. Tukaj pa mislim, da se tudi strinjata. Tudi v finalu, glede na to, koliko je New York poškodovan, pa da ti bodo pravzaprav ima zelo nizko, malo rotacijo, ne, tam 5-6 igralcev praktično zdaj sam rotira. Mislim, da bo spočit Boston zlahka upravil, s komerkoli. Na drugi strani, tako da se mi zdi glavna zgodba tukaj prav na zahodu. Pri čemer mislim, da bo imel Denver težave, če pride naprej Dallas, vsaj kolikor toliko spočit, ali pa enako spočit kot Denver, vse približno tako, medtem ko proti Oklahomi pa mislim, da ne bodo imeli težav, ker da ne bo imeli rešitve tukaj za Jokića in za pick and roll Mari Jokić. Ne vem, pa Gordon, če dodaš, ne vem, kako bi Oklahoma temu lahko parirala. No, jaz ne vidim v play-offu tukaj možnosti za Oklahomo. Jaz upam, da gre ta serija na 7 tekem in da Denver čim prej zmaga Minnesoto, in to samo zato, ker nočem videti Bostona kot prvaka, ampak želim, da ga Denver zmaga v finalu, da prije čim bolj spočiti tja, ker res ne bo mogel cele naslednje sezone poslušati, kako je Boston dober in Tatum in ne vem kaj vse. Oni zame niso, kako bi rekel, ekipa zgrajena za prvaka, zato ker se mi Tatum in Brown ne zdita dovolj dobra, pa to ne, v bistvu samo njuna glava, njuna psiha se mi ne zdi dovolj dobra, da bi lahko v ključnih trenutkih potegne na pravi poteze. Kar se tiče Minnesote, Denverja, težko je reči, da je zdaj Denver zmagal 3 tekme zapored samo zaradi drugačnega sodniškega kriterija, kot je bil na prvih 2 tekmah, ampak mislim, da je to velik del, zakaj zdaj Denver zmaguje. Je tudi Mari našel, ne vem iz kje, neko zdravilno mazilo, rastlino, ne vem, kaj je pojedel, kaj si je namazal, da kar enkrat igra tako dobro, ampak sigurno ga je motila tudi zelo fizična igra v prvih 2 tekmah. In zdaj se vidi v bistvu s to bolj, kako bi rekel, manj fizično obrambo Minnesote, lahko pride do izraza Denverjeva kombinatorika, Denverjeva kemija v napadu in ker dovolijo tudi Denverju igrati malce bolj fizično proti Minnesoti, se potem tudi vidi manjko Minnesote v napadu, ki niti še zdaleč ni tako raznovrstna oziroma tako dobro v napadu kot Denver. In če bodo ta kriterij obdržali tudi zdaj v tej tekmi, bo verjetno Denver zmagal. Se strinjam, Marko, res je bilo zanimivo, da po tistih prvih 2 tekmah v seriji Denverja in Minnesote, kjer so pustili, da so Kat, Gobert in nas
na Jokiću igrali tako obrambo, kot recimo gledamo v seriji Oklahoma in Dallasa, jo igra Dort proti Luki. Konstanten kontakt. Še bolj. Mislim, ne bi se uporema. Mislim, Dort pa Luka, Marko, to je bokserski dvoboj, to je MMA, to ni košarka. Tako obrambo so, hočem reči, da po unih 2 tekmah so res začeli potem dosti bolj piskati, so malce spremenili piščalko in je to bolj ustrezali. Seveda Denverju bi Jokić imel nekaj več prostora, to tudi odlično izkoristil. Vsej Gobert, ne glede na to, koliko so ga kritizirali na zadnji tekmi, ker je Jokić res dominantno odigral proti Goberju, 1-1 ga dominiral v postu, absolutno. Ampak v celotni seriji pa Jokić proti Goberju še vedno tam na 42%, ko meče. Torej, daleč pod svojim sezonskim, če gledamo celotno serijo do sedaj. Torej daleč pod njegovim sezonskim povprečjem in Gobert naredi, kolikor more. Saj vemo, da takih igralcev, kot sta Jokić in Luka, noben ne more zaustaviti. Zaustavijo jih lahko poškodbe, pa upati moraš, da zgrešijo. To je edino, kar jih lahko zaustavi. In je tudi nek določen faktor bil v tisti seriji, ampak že spet, ni pa, taka drastična sprememba bila, da bi lahko to izpostavili kot glavni faktor in je tudi Jokić, Denver, kot ekipa, Murray, vsi ostali igralci so dokazali, zakaj so osvojili naslov. So pokazali, zakaj so branilci naslova in tudi glavni favoriti letos. Pa Mare je odigral to, kar je Marko rekel, res, to je bila neverjetna razlika. Prvi 2 tekmi ni bilo nič od njega. Dobesedno nič v posameznih četrtinah. Potem se je pa to spet neverjetno obrnilo. Tako da jaz si res zdaj želim na tej 6. tekmi, ker Luka je poškodovan in težko vleče skozi Dallas, da bi Kyrie odigral Marija, recimo. Na nekem takem nivoju pa je to zaključena zgodba. Ker to Jokić ima v Dallasu. Vse se je videlo, na prvih 2 tekmah, ko so ostali mrkljni, ni bilo nič. Potem so se postali tudi dvignili, ne sam Jokić, tudi Gordon je drugače odigral, Murray, Dallas, mislim, Denver je lepo zgrajen in znajo priti iz luknje, v katero padejo. Se je zdelo, da so že gotovi po prvih 2 tekmah, pa so lepo kot šampioni, prvaki, aktualni, lepo splezali ven, tako kot je rekel Rudi Tomjanović, nikoli ne podcenjuj srca šampionov. To se je pokazalo. In je pa res, se pravi, mene sam ta sodniški kriterij, se mi zdi to res neverjetno, znotraj serij, takšne spremembe, znotraj igre, ko tega Šaja tako upevajo, če bi on imel kriterij Luke, bi bil pri 20 točkah. Ne bi imel on 30 pik, ne bi dal toliko s temi prodori košev plus še dodaten prosti met, kar je ekvivalent trojki. To zelo vpliva. In če bi Lukov kriterij izvedel na Šaju, je ta serija zaključena. Pa bi bil pa na 20 pikah, pa bi bile tam razprave, je res tako dober ali ni. Če mu daš pa drugačen kriterij, je pač na 30 plus pikah, pa izpade seveda velik car, kar itak je. Ampak ta kriterij vpliva na te serije. In tukaj NBA ima skozi čutek, igra neko svojo igro, nek svoj scenarij ima, kdo bi naj bil v finalu. To pa moram reči, da mi ni všeč. Se strinjam, mislim. Prosti, Matej, že brez tega, da izenačijo kriterij, sodniški kriterij nad Šajem, s tem nad Luko, že brez tega je zdaj vsem jasno, da je Luka boljši igralec od Šaja, kljub temu, da je še boljši. Ni vsem jasno, verjemi še. Nam v Sloveniji, veš, nam v Sloveniji vsem na Spaceu. Nam v Sloveniji pa recimo temu objektivnim spremljevalcem. Pa v Španiji. Matej, tudi objektivnim spremljevalcem, ki niso navijaško vezani na Luko, je povsem jasno. Če gledaš to razpravo, recimo, o teh tudi dominantnih medijih, to je neverjetno, kako so Šaja dvigovali, tudi poskušali nad Luko, da tudi NBA igralci, to, da je eden poškodovan. To je strinjam. Zaigrano, veš. Se popolnoma strinjam, sam hočem reči, tudi s tem kriterijem dobiš pa slab občutek, ko vidiš, da se enega dviga, drugega pa dobesedno
mlad. In če bi že tu ravnotežili, bi bila zgodba drugačna. Zdaj bi bil Dallas počit, verjetno bi bila ta serija že zaključena in bi lahko resno govorili o tem, da je kdo bo dobil zahodno konferenco. Spočit Dallas je tudi za Denver, po mojem, nevaren, ker je fizičen, bistveno bolj kot je bil. Pa moram reči, da sta me tako Derrick Jones Jr. in PJ Washington zaenkrat tudi presenetila, zelo pozitivno v tej seriji. Tako da, veš, to se pa tudi z Denverjem lahko žoga. Ja, veš kaj, v redni sezoni si Šaj lahko dostikrat privošči, da drži dobrega nasprotnega igralca, tako da pokaže, kako dober je v obrambi. Tukaj si tega absolutno ne more privoščiti. On ne more držati Kyrija ali pa Luke, zato ker njegov trener ne želi, da si on prehitro nabere osebne napake, kajti če se Šaj za več minut usede na klop, tako se, ko hišica iz kart, se podre njihova ekipa. Drugače pa tudi, torej vsi tisti, ki gledamo tekme in zdaj imamo res 5 zaporednih tekem direkt Dallas nad Oklahomo. Ko Šaj prodre in ga 3 stisnejo v raketi, ima on toliko izbire okoli sebe, komu lahko poda. Najmanj 2 na trojki, še kakšno letava. On zelo malokrat poda v takšni situaciji in še vedno ima 7 do 8 podaj na tekmo. Enostavno zato, ker vsaj pri prodiranju ga podvajajo, drugače pa si lahko privoščijo, da ga držijo 1-1 večino časa, kljub temu, da njegovi igralci ne zadevajo, torej njegovi soigralci ga še vedno držijo 1-1, Kyrija in Luko, ki pa imata boljše soigralce, oziroma Luka ima Kyrija in obratno, pa podvajajo skoraj v čisto vsaki akciji. Mislim, jaz ne morem enega argumenta najti, zakaj bi bil zdaj res Šaj boljši od Luke, pa vsaj enako vreden. Sej ni, če objektivno analizo narediš, sem podal prej, lahko govorimo o skoringu, je odličen skorer, tudi tukaj mislim, da je Luka bolj raznovrsten skorer in enako kvaliteten na večjih pozicijah, ampak če vzamemo samo playmaking, so tukaj svetlobna leta razlike. Ko gre za branje prve linije, druge linije obrambe, rotacije v obrambi, tega Šaj preprosto ne počne, on je odlična dvojka, on je klasična dvojka na nek način, ki ima žogo ravno zaradi tega, ker Oklahoma nima nobenega klasičnega organizatorja oziroma elitnega organizatorja. Če bi ga imeli, bi bili že nekaj boljša ekipa, čeprav potem je pa že spet tista debata, vzeti žogo SGA-ju, da več igra brez žoge. Očitno želijo, vsaj za enkrat, da igra čim več žogo, kar je pa tudi pripeljalo do teh njegovih številk v tej sezoni. Ampak ko bodo oni, recimo res tista šampionska ekipa zgrajena za naslov, saj so že zdaj na dobri poti, odlični, lahko rečemo, niso pa še tam. In to je tudi jasno, mislim, da je Dallas bliže temu. Ne nazadnje je tudi Kyrie tukaj faktor, ki dela razliko v izkušnjah, ki jih ima, in takega igralca, veteranskega vodje, tudi nima Oklahoma. In ravno morda enega tazga organizatorja, recimo CP3, Chrisa Paula pred 3-4 leti, ko je bil še tam, bi verjetno bilo dobro, da bi ga še kakšno sezono ali 2 zadržali, pa bi mogoče že prej naredili ta preskok, kot so ga naredili letos, podobno kot Sansi potem, ko je Chris Paul tam naredil razliko. In zato ravno ta primerjava, tudi ko sem jo naredil z Bookerjem, med Bookerjem in Shaiom Gilgeousom-Alexandrom. Mislim, da sta to recimo podoben razred igralca, potem imaš pa razred igralca, kot sta Luka in Jokić, ki je pa razred više. Če delamo tisto piramido povsem na vrhu, mislim, da Luka in Jokić trenutno, potem pa v naslednjem razredu bi recimo tudi SGA, pa Janisa, Embida dal, pa potem naslednji razred pa pridemo recimo do Tatuma, Bookerja, čeprav sem rekel prej, da sta morda v istem razredu, je morda SGA še kanček boljši, tudi mlajši in lahko še nekaj več napreduje. Ampak
Razlika je očitna tukaj, ko gre pa za medije na drugi strani Atlantika, ko gre pa za te komedije, ki smo jih spremljali v zadnjih dneh po zadnjem porazu, ko sta vam prišla dva članka Ringerja, enem so kritizirali Lukov heliocentričen napad, v drugem pa hvalili Bransonov heliocentričen napad. Danes sem se pa smejal, ko sem gledal Fox Sports oddajo, in je tam Broussard povedal, eden izmed znanih analitikov v navednicah oziroma novinarjev, ki je delal na ESPN-u, zdaj pa na Fox Sportsu, in je trdil, da Branson dosti hitreje podaja žogo, se znebi žoge, da ni napad tako heliocentričen kot pri Luki, kar je absolutno, in vidiš takoj, da se razkrinka, da nič ne gleda, zaradi tega, ker če gremo pogledat, sem prav šel pogledat potem konkretno statistiko, Matej, sam tole še dodam, konkretno statistiko posesti žoge v tem play-offu in ima Branson daleč največ časa žogo v posesti, sem lahko konkreten, sem zdaj še enkrat odprl, on ima žogo v posesti na tekmo 10,3 minute, Tyrese Maxey z 8,7 minutami je tretji, Luka pa z 8,6 minutami, oziroma drugi Tyrese Maxey bil, Luka pa z 8,6 minutami tretji. 8,6 Luka, Branson 10,3, Branson drži žogo na dotik skoraj da 7 sekund, Luka 5 sekund, Branson dribla na dotik žoge skoraj da 7 driblov žoge, Luka manj kot 5, 4,6 drible žoge. Te tracking podatki so hudič, ker seveda potrjujejo tisto, kar vidimo, če gledamo tekme. Zdaj se vse v New Yorku vrti okoli Bransona, noben nima toliko žoge, kot jo ima zdaj Branson tam, niti približno noben. Med Luko in naslednjimi 10 igralci na lestvici po posesti je manjša razlika kot med Luko in Bransonom. Ampak te talking headsi, Steven Smithi in podobni pa seveda lansirajo vse mogoče narative, ki pa z samimi dejstvi, tekmami, tem, kar gledamo in tem, kar seveda potrjujejo tracking podatki, ki jih lahko pridobimo, nimajo absolutno nobene veze. Oprosti, Matej, malo sem se zarental. Ne, se strinjam, Branson, kakorkoli, recimo, imamo mogoče simpatije do njega, ampak on solira tako veliko, da je mogoče celo dober, da Randla ni v New Yorku, ker potem ne vem, če bi oba carinila žoga ne bi stekla, tako pa ti Villanova Knicksi igrajo lepo košarko, ne? Ampak tu se bo končalo hitro v finalu, ko bodo naleteli na resnega nasprotnika. Veš, ker res jaz ne razumem, kako je to mogoče, da je zdaj že zadnja leta vse skozi zahod toliko konkurenčnejši kot vzhod. In to je letos res evidentno, no, vsaj to vsi priznavajo. Veš, ker Dallas, takšen kot je, bi po moje se z malo sreče res prehodil tam do finala vzhodne konference. Tukaj na zahodu je pa mesarsko klanje. Sej čist preprost test je, če vemo, da so Lakersi v tistim Mickey Mouse turnirju, play-in turnamentu premagali Pacerse, pa vemo, da so tako izpadli na zahodu, medtem ko Pacersi so še vedno v igri, ne? Tukaj tudi v vzhodu, tudi potencialno za finale, tako da mislim, da ni to, ne? Tu ni resnih primerjav. Tako da jaz si sam želim, da res bi imeli finale, vsaj tole Denver pa Maverickse, pa spočite Maverickse, da res dobijo to tekmo, da stisnejo, pa da imamo pol Matisse na spaceu, ne? Zdaj zadnje čase ga ni, ne? Pa da pol vidimo, who is who. Trenutek resnice zna priti, ne? Sploh če Denver ne bo tako spočit, da recimo ga Minnesota vse rukne, ne? Pa da jih še v zadnji tekmi recimo malo premlatijo, tako ko mlatijo Dallas, pa da potem vidimo, ne? Mislim, da bo precej bolj zanimivo, kot kdorkoli pričakuje, ne? Košarkarska poslastica, če bi se Luka vsaj malo po cajtu, da pride do tistih 80-90% maksa, vsaj bi bila to prava poslastica v finalu konference, če seveda Dallas pride tja. Moramo vedno to dodati, da ne bomo jinxali. Matej, se ne vem, če si videl tiskovko Luke, ne samo po sami tekmi, ko je ga novinar vprašal, če že kaj gleda za naprej, pa zmaga na 6. tekmi, je naredil se, kot da plunil čez ramo, se vidi, da je vraževeren, pol je isto to še na tiskovki naredil, ko so ga nekaj podobno vprašali, tako da
se vidi, da ne želi gledati predaleč. Mislim, da tudi imajo dovolj izkušenj s Kyrijem, da ne gledajo pred te tekme, 6. tekme in že razmišljajo o Denverju, tako kot mi. Tako da ne smemo prezgodaj razmišljati, se pa strinjam, da bi bila to absolutna poslastica za ljubitelje košarke. Sem razmišljal, da boš, da počas zaključimo, da ne zarečemo te 6. tekme, ne? Ker vedno se tako zgodi, no? Zdaj, ko vsi pričakujemo, da končajo, da ravno ne bodo. No? Zaenkrat se ponavlja se ta zgodba iz prvega dela s Clippersi. Mislim, na enak način se odvija serija in lahko samo upamo, da se bo tudi zaključila na enak način doma v Dallasu, pač na 6. tekmi iz sobote v nedeljo in upajmo seveda tudi, da, kot si že rekel, da Minnesota malce še pretepe ta Denver in da bosta ekipi potem fizično na malce bolj izenačenem nivoju, ker bi res en teden regeneracije pred finalom konference, pol bi se res bal, tudi če bi Dallas zaključil v 6. tekmi, kako bo to zgleda, kaj šele, če bi morali 7. igrati, ampak upajmo, da do tega ne pride, se pa strinjam tudi s tem, kar si povedal, Matej, o vzhodu, vse o tem smo tudi že govorili, že med samo sezono, ampak ta razlika je v play-offu, mislim, da postala ta razlika med obema konferencama še toliko bolj očitna. Res, mislim, prav komično lahka konkurenca jo imajo Celticsi. Če bi Celticsi igrali na zahodu, pa tudi ne bi končali sezone s 65 zmagami, ker so se lahko na vzhodu seveda pošteno poredili, če tako rečem, in ogromno zmag upisali na račun teh ekip iz dna vzhoda, pa tudi ostalih ekip na vzhodu, ki preprosto niso tako dobri. Bi bili tudi Celticsi na zahodu v samem vrhu konference, to ne dvomim, so dovolj dobra ekipa, ampak se pa tudi strinjam z Markotom, mislim, Marko, da si ti rekel, da ne verjameš, ali pa ti, Matej, v Tatuma in Browna kot igralca, ki lahko popeljeta do naslova to ekipo. Da, to sem jaz rekel in jaz ne morem reči, da je bila letošnja vzhodna konferenca res švoh. Švoh je bila zaradi poškodb, drugače pa Milwaukee in Philadelphia sta bili čisto zelo sposobni in močni ekipi. In če bi obe bili brez poškodb in v dobri formi, potem bi se tudi Bostonu malce teže pisalo. Filadelfija, predvsem pa zdaj Nixi, zdaj tudi Tovđija, Anonobija, nimajo Rendla, Mitchella, vsi te so v bistvu zaključili, v bistvu Bogdanović tudi, ki je dobro igral v tistem prvem krogu, dokler se ni poškodoval proti Sixersom, tako da jim manjkajo v bistvu 4 pomembni igralci v rotaciji, tako da to, kar dela, treba je tudi priznati, če sem bil morda prej malo kritičen, niti ne do Brunsona, ampak samo do teh narativov zgodbic, ki se porajajo in primerjav, ki jih zdaj delajo in da na nek način tudi Luko krivijo za to, da je na vednicah odgnal Brunsona iz Dallasa, kar že spet nima veze z realnostjo, ampak to so narativi, ki jih prodajajo te mediji. Resnica je pa bila ravno obratno, da sta se seveda Luka in Brunson odlično razumela in da je Brunson v zadnjem play-offu nakazal, da lahko se razvije morda v resno drugo opcijo, tukaj zdaj v Nixih pa ko je prevzel povsem vse vajeti igre v svoje roke, pa naredil še stopničko dalje. In če bi slučajno, se ne verjamem, da bi imeli, da imajo Nixi realne možnosti, če pridejo, ali pa Indiana, če preseneti zdaj proti Nixom oziroma spreobrne serijo, ampak nobena od teh ekip nima resnih možnosti. Če bi bili Nixi kompletni, bi bolj verjel v njihove možnosti, da zaključijo oziroma da presenetijo Boston v tej situaciji, ko jim pa manjka toliko igralcev. Na drugi strani pa tudi Indiana ni dovolj dobra obrambna ekipa, da bi lahko v tem aspektu parirala Celticsom, da ga lahko katerakoli preseneti Celticse na poti do finala. In je škoda, da ne vidimo New York Knicks v polni postavi, je pa treba dati kapo dol samo temu, kar je Brunson naredil, način, na katerega igra, način, na katerega se bori. Res je izjemen igralec in, Matej, o tem smo imeli že nešteto debat, ampak jaz še vedno obžalujem to napako, ki so jo storili.
s tem, ko so ga seveda pustili, da je odšel v Nikse, in mislim, da bo tudi Dallas, ne glede na to, kako se naprej odvija, in je Kyrie zdaj odlično nadomestil v vseh pogledih in morda še dodal svoje s temi veteranskimi izkušnjami kot vodja v ekipi Dallasu, ampak na tej pogodbi takega igralca imeti, je pa napaka, po kateri se ekipe ne poberejo. Preprosto ne. In to, da se je Dallasu uspelo po tej tako veliki napaki pobrati in v 2 letih zopet prideti na prag finala konference, priča, mislim, da v 2 stvareh predvsem. Prvo je Lukova briljanca in njegova sposobnost prilagajanja različnim stilom igre, različnim igralcem tudi, na drugi strani pa Nico Harrison. In to delo, ki ga je opravil za tem rebuildom, in tudi ne moremo njega kriviti za odhod Brunsona. Nekaj malega je zagotovo tudi njegove krivde, ampak glavni del krivde, vemo, je bil storjen, že napaka največja je bila storjena že s tem, ko so dali Brunsonu pogodbo, ki mu je omogočala odhod po 4 letih, kar za rukije ni navada. V bistvu, če se vsi pozabljamo, da tik pred tradeom Kyrija, pa po tradu, sploh ko se niso uvrstili takrat v playoff, je bil Dallas verjetno ena bolj neperspektivnih ekip v ligi, niso imeli pikov, imeli so katastrofalno situacijo. Pa to, kar je Nico Harrison naredil najprej na tistem draftu, pa potem zdaj z dodatnimi tradi, je zdaj praktično so širši kontender, s tem, da ima poleti odlične možnosti tudi, ker če v primerjavi s tistim, kar je moral prej trgovati Niko, ima zdaj nekega Tima Hardawaya, ki bo na expiry contract, verjetno bo razmislil zdaj tudi kaj z Joshom Greenom, je to ali to ni to, imaš nekega Hardija, veš, čist druge žetone imaš v igri, da ekipo pojačaš, pa se odločiš, v kateri smeri želiš iti, pa imaš enega Omaxa, ki odlično paše v to obrambno strategijo, ki se lepo razvija, tako da, to je zdaj popolnoma druga zgodba, zato si jaz upam tudi trditi, da recimo zdaj Dallas je recimo precej večjo, boljšo perspektivo ima kot pa kakšni Knicksi, kar bi se mi zdelo še mogoče 2 leti nazaj pravzaprav nemogoče, ne, glede na to, da so bili v slepi ulici, pa je Nico Harrison res naredil izjemno delo. Zame je MVP, med temi menedžerji, ker zdaj vsi recimo generalnega menedžerja Bostona tako hvalijo, so ga tudi proglasili, ampak Boston je že bil visoko, je bil formirana ekipa in je tisti kamenček v mozaiku zdaj sestavil, medtem ko Nico Harrison je pa res naredil neverjeten rebuild iz tistega, kar je dobo, ker ni imel nič, tudi pike ne pozabiti, v tradu Porzingisa so dali pike. To, kar je on zdaj naredil, tudi s pomočjo Oklahominga menedžerja Kapadona, je neverjetno. Jaz nisem verjel, da bi lahko v enem prestopnem roku pripeljal 2 taka igralca, kot sta Gafford in PJ Washington. In da mu je uspelo to, tako kot si dejal, temi asseti, ki jih je imel na voljo, tem, kar je imel na voljo v tem zadnjem prestopnem roku, je res izjemno in seveda daje dodatne razloge za optimizem v tem naslednjem prestopnem roku, da lahko dejansko iztisne maksimum iz tega, kar ima in popravi še nekaj detajlov. Ampak ogrodje te ekipe, ki se bori lahko za naslov, pa imajo zdaj. Mislim, da tukaj ni nobenega dvoma in že spet da se ne bom preveč ponavljal, pa ker se bomo tudi počasi zaključili, ampak je res treba priznati oziroma povedati, poudariti tukaj, da Luka se je v bistvu iz ene ekipe, ki je bila povsem drugače zgrajena, ker je bil Brunson njegov drugi najboljši igralec, napadalna ekipa, 5-out ekipa, povsem spremenil, prilagodil svojo igro na drugega igralca, Kyrija se prilagodil in zdaj vidimo, kako je si v bistvu Kyrie tudi to sezono rehabilitiral na nek način svoj ugled, svojo kariero in se povsem drugače govori o njemu in tudi zaradi tega, ker sta se z Luko tako dobro ujela. In to, da lahko igralec tako spremembo naredi, je preprosto nekaj, kar ne vidimo pri
že spet tako dobrih igralcih na takem nivoju. Ker ko smo govorili o Denverju in Jokiću, tisto, kar je treba povedati pri Denverju, je to, da so idealno ekipo zgradili okoli Jokića. Res so se jim vse poteze idealno išle, tudi po poškodbi Marija, ko bi lahko riskirali, ga morda tradali, so rekli ne, ustrajali z njim, čakali in je dokazal v lanskem play-offu seveda, da gre za igralca, ki je lahko druga opcija v šampionski ekipi. Ampak sistem, ki so ga zgradili, igralce, ki so jih pripeljali, pa že spet ne samo Murray, tudi Michael Porter se jim je splačal v rizik, Demo je bil poškodovan na koledžu in potem izbran na koncu loterije, 13. ali 14. pik so tudi z njim riskirali in si jim je to napolno splačalo. Aaron Gordon, trade za Aarona Gordona, trade za Kentaviousa Caldwella Popa. Praktično na boljši način ne more zgraditi ekipe okoli Jokića, ampak ne verjamem pa, da bi lahko Jokić naredil tako spremembo, recimo, da bi povsem drugačen roster pripeljali, drugačne igralce, drugačen sistem postavili in bi Jokić bil še enako dober. To pa ne verjamem, da je sposoben. On lahko dominira na tak način in v tem je absolutno briljanten in seveda z naskokom morda najboljši center v zgodovini, oziroma eden od najboljših, no ne moremo reči najboljši, ampak lahko pri njemu se že začenjajo te debate, top 10, top 15, top 20 vseh časov. Če letos osvoji naslov, bomo tudi mi imeli eno dolgo debato o tem, kje sodi na tej večni lestvici najboljših vseh časov. Ampak ne verjamem pa, da bi lahko tako spremenil igro in da je tako prilagodljiv. In če ne zgradiš idealne ekipe okoli njega, tudi ne verjamem, da bi se Denver lahko boril za naslov. Medtem ko že spet, pri Luki je pa fascinantno, to me res fascinira, da je lahko naredil tak drastičen obrat in uspešen in prišel na prag, če pride v finale konference, bo to verjetno moj prvi tweet. Luka je z dvema povsem drugačnima ekipa prišel v 3 letih 2-krat v finale konference. Mislim, če to ne kaže na neko res izjemno unikatnost tega igralca, potem ne vem, kaj kaže, ampak ja, že spet sem se zarental. Sej, bomo počasi zaključili. Matej, si želel morda še kaj dodati? Izvoli. Ne, ti se počasi poslovil, ker je že pozno ura. Marko se je tudi že... Hvala za razpravo. Pa upajmo na najboljše, da bo zadnji Space, kar se tega polfinala konference tiče, pol v nedeljo, recimo, da ne bomo govorili o naslednji tekmi 7. Ja, če seveda bo zadnji Space v tej seriji v nedeljo, potem bomo tam tudi na dolgo in široko še spregovorili o Denverju, če se seveda in predvidevam, da se tudi bojo oni uvrstili naprej. Ja, ali Minnesota, upajmo. Jaz iskreno navijam, mislim, čistko iz košarkarskega vidika res za finale konference med Dallasom in Denverjem, ker mislim, da bi tej seriji spremljala 2 najboljša igralca in tudi 2 najboljši ekipi na zahodu, vsaj po trade deadline. Jaz pa pošten povem, da navijam za Timberwolves sam zato, ker mislim, da jih Dallas lažje premaga, da so manj suvereni v napadu. To, da ga tepejo, je Luka že navajen. In medtem ko Denver, vse dobro bomo temu nedeljo, ampak ta pick and roll Mare Jokić je res zastrašujoče dober. No, vse jih je lepo gledati. Če ne igrajo ravno proti Dallasu, jih je res lepo gledati, kako so igrani, ampak Clins ne bi si jih želel gledati proti Dallasu, če lahko izbiram. Bi rajš imel Rudyja Goberja pa kompanijo. Tako da, sam to bom rekel, upam, da se tudi tam še Denverju zalomi. Tako da, hvala pa bom rekel, lahko noč počasi tudi hvala za razpravo. Ja, hvala, da si vzel čas in se lahko pridružil, povedal, kot vedno dodal ogromno k debati. Marko tudi ni imel toliko časa danes, tako da si lahko tudi zapolnil še ta prostor, tako da res hvala tudi seveda. Sem poslušalcem, želel sem dodati, sem to, da se v bistvu strinjam s tabo, da mislim, da je lažji matchup Minnesota, ampak že spet iz
košarkarskega vidika bi pa rad videl to poslastico in seveda upam na to, da bi se Luka tudi takrat mogoče že na malce višji nivo, ko gre za zdravje, lahko spravil in bi res spremljal tisti pravi dvoboj najboljših ekip, ker ja, je Minnesota bolj ranljiva, tako da upam tudi, da se ta serija podaljša in da vsaj Minnesota podaljša serijo, če že ne napreduje in potem bomo o vsem tem še več spregovorili. V nedeljo verjetno celo nekaj prej, morda tam ob času kosila, enkrat po kosilu, kaj tazga, bomo imeli space, pa se takrat slišmo. Za nocoj pa hvala še enkrat vsem za poslušanje in tudi za komentarje seveda in se slišmo kmalu zopet. Lep preostanek tedna vsem želim in potem v nedeljo zopet. Živijo. Lahko noč.